Za zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in za pomoč rojakom pri vračanju v domovino prejme Franci Feltrin red za zasluge. Franci Feltrin se je rodil leta 1943 v Stopniku na Tolminskem in se po končani srednji ekonomski šoli zaposlil v Škofji Loki. Svoje javno delovanje je sprva usmeril v prizadevanja za ohranjanje zdravega okolja, zato se je vključil v lokalno društvo in postal član Zveze društev za varstvo okolja. Konec 80. let prejšnjega stoletja je sodeloval pri ustanovitvi stranke Zeleni Slovenije in z njo v pomladni koaliciji Demos. Kot član koalicije je bil na volitvah leta 1990 izvoljen za poslanca v prvem sklicu slovenskega parlamenta, kjer je deloval kot član odbora za notranjo politiko, Komisije za preobrazbo družbene lastnine in Komisije za denacionalizacijo. Ko je prihajal v stik s slovenskimi rojaki v tujini, jim je pomagal na osebni ravni in hkrati iskal sistemske rešitve za njihovo vračanje iz tujine. Bil je med predlagatelji in sooblikovalci zakona o denacionalizaciji, zakona o odnosih Slovenci v zamejstvu in po svetu ter zakona o pridobitvi slovenskega državljanstva. Franci Feltrin se je leta 1994 pridružil Svetovnemu slovenskemu kongresu, pri katerem že skoraj 30 let opravlja pomembne vodstvene funkcije, tudi kot podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa in predsednik konference Svetovnega slovenskega kongresa za Slovenijo. Iskreno se zavzema za pravice slovenskih rojakov po svetu, jim pomaga pri vračanju odvzetega premoženja, vključevanju v družbeno in politično življenje v Sloveniji, pri pridobivanju državljanstva, nostrifikaciji diplom ter zaposlitvah v domovini. V Svetovnem slovenskem kongresu je Franci Feltrin nepogrešljiv pri snovanju in izvedbi mednarodnih konferenc znanstvenikov, pravnikov, zdravnikov, arhitektov, gradbenikov, poslovnežev in kulturnikov iz vsega sveta in Slovenije. Konference so že davno prerasle okvir društvenega srečevanja in so vzpostavile trdno tradicijo druženja in izmenjave mnenj uglednih Slovencev in Slovenk iz domovine in tujine. Francija Feltrina njegovi sopotniki in sodelavci cenijo kot skrbnega in predanega človeka, ki ima rad domovino in je iskreno posvečen ohranjanju vezi med Slovenci. Za njegov prispevek k gradnji države in za požrtvovalno in zavzeto delo pri ohranjanju in povezovanju slovenstva po svetu se mu Republika Slovenija zahvaljuje z visokim državnim odlikovanjem. Spoštovani gospod predsednik Slovenije Borut Pahor, hvala za današnji dan, hvala za to odlikovanje. Hvala vsem, ki ste me predlagali in ki ste, kot sem poslušal, vendar opravičili in mislim, da sem upravičen današnje odlikovanje. Hvala moji družini, Borisu, sinu Borisu, Mateji, hčeri, z otrokoma, ki sta danes z menoj. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem na Svetovnem slovenskem kongresu, ki ste skozi leta sodelovali in ustvarjali z menoj. Zato se počutim in čutim, da je to priznanje, odlikovanje tudi sad vašega truda. In nenazadnje hvala moji dragi ženi Julijani, ki je vsa leta me prenašala, ko sem prihajal domov v poznih večernih urah in dostikrat slabe volje, zaskrbljen,
ampak tudi dobre volje. Bili so lepi in prijetni časi. Zato se zahvaljujem vsem Slovencem doma in po svetu, brez katerih Svetovnega slovenskega kongresa, na katerem sem deloval in še delujem, že 30 let, ne bi bilo. Hvala vsem in hvala ekipi, mladi ekipi današnji, ki upam, da bo te sadove in to organizacijo vodila tudi v prihodnje. Kajti Slovenija bo potrebovala Svetovni kongres še bolj, kot ga je do zdaj. Ker vemo, da je veliko Slovencev, mladih, izobražencev šlo po svetu. In stike z njimi bi moral Svetovni slovenski kongres še naprej gojiti in ustvarjati. Hvala lepa.